pričakujem oprostilno sodbo. Predvsem si želim, da bi se ta zadeva končala, ne toliko zaradi maltretiranja, ki ga sama v tem letu doživljam, ampak zato, ker upam, da se bo z oprostilno sodbo dokazalo, da so popolnoma izkrivljeni pogledi rektorja na rektorsko funkcijo res samo njegova bujna domišljija. Iskreno povedano, nisem pričakoval predloga po denarni kazni, pričakoval sem predlog po pogojni obsodbi, tako da zanimivo. Okay, ampak vsekakor pa pričakujete oprostilno? Absolutno. Sem prišel podpreti profesorja Javornik Krečičevo, predsednico sindikata Univerze v Mariboru, ki je bila tista, ki se je ob teh aferah, ki so se dogajale na Univerzi v Mariboru, izpostavila, ki je pokazala, da mora v tej državi veljati ničelna toleranca do spolnega nasilja, ki je opozorila na prakse, ki se dogajajo, in absolutno se mi zdi nesprejemljivo, da v državi, kjer velja svoboda govora, kjer velja svoboda sindikalnega delovanja, se takšno izpostavljanje seveda želi kaznovati s zasebnimi tožbami ali kakršnikoli drugimi postopki tistim, ki skladno s svobodo govora tudi opozorijo na stvari, ki se v tej družbi ne bi smele dogajati in so nedopustne.